Lepo pozdravljeni, gospod poslanec Franci Props. December teče hitro, mogoče še prehitro, s tem pa se izteka tudi tole volilno, super volilno leto, kajti skoraj da en mesec smo non-stop hodili na volitve, ampak že mora tako biti. Morda kako vi komentirate to dejstvo, da smo imeli toliko volitev? Najprej lepo pozdravljene gledalke in gledalci. Vedeli smo že, bom rekel, leto prej, da nas čaka kar nekaj volilnih opravil, vmes se jih je dodalo še nekaj. Zanimivo je, da je bil odziv že po lanskem referendumu o vodah, pa do tudi zdaj, bom rekel, teh predsedniških volitev in na koncu županskih, relativno povezan z visoko udeležbo v primerjavi z ostalimi predhodnimi volitvami, kar po mojem mnenju kaže na to, da je volilno telo, če lahko rečemo tem, ki smo upravičeni do tega, da pridemo na volitve in izrazimo svoje mnenje oziroma zaupanje do posameznih stvari in teh ljudi, ki se izpostavijo, šlo na nek nivo, za katerega bi lahko rekla, da kaže na to, da nam ni vseeno, kje in kako živimo. So bile zanimive te volitve, ker nekako vse po vrsti so kazale na spremembe oziroma so naredile spremembe. Če gledamo celotno garnituro političnih veljakov, strank in tako naprej, odkje zdaj ta želja ponovno po nekih spremembah med Slovenci? Če gledamo ta del, ki je povezan po moje z uveljavljenimi strankami, se je očitno pokazalo, da že ne samo zdaj na zadnjih volitvah, ampak tudi že prej, da ne najdejo odgovora vedno na tisto, kar ljudje pričakujejo od politike, in zato se vedno znova pojavi prostor za nove skupine politične, ki poskušajo dati odgovor na tista pričakovanja ljudi, in upam, oziroma prepričan sem, da bomo v tem mandatu, ko smo v bistvu se državljani odločili za spremembo, tisti, ki smo v to spremembo vključeni, tudi upravičili njihovo zaupanje. Da se to verjetno upamo vsi v Sloveniji, da se to zgodi na ta način. Referendum, kar praktično 3 referendumska vprašanja ali pa 3 referendumi, kakor temu koli rečeva, so tudi dali odgovor na te najbolj kritične morda teme, ki so v tem trenutku aktualne v Sloveniji, seveda v mislih RTV, potem zakon o dolgotrajni oskrbi in pa zakon o vladi. Gospod Franci Props, kako komentirate pravzaprav vse te rezultate in seveda posledično zdaj, kako sledijo naslednji koraki? Jaz mislim, da je bilo kar nekaj energije z strani pobudnikov referenduma in tudi strani zagovornikov rešitev, ki jih je vlada predlagala, bilo vloženo v to, da se bom rekel, najprej povabi volivce na volišča in potem je tudi se ponovno pokazalo, da so bile te odločitve, ki so bile sprejete na strani vladajoče skupine, pravilne in da ljudje pričakujejo, da mandat, ki je bil dan tej skupini politični, ta tudi ga izpelje na način, kot si je zastavila. Če govorimo o zakonu o vladi, ki je v resnici tehničen zakon in v velikih primerih v ostalih državah to niti ni zakonska materija, ampak je stvar, bom rekel, vsakokratne odločitve vlade in nek organizacijski predpis, po katerem ona sebi organizira delo, do tega, da smo zato, ker je v resnici rešitev, ki je bila narejena v zvezi z dolgotrajno oskrbo, imela največji problem s tem, da ni hkrati bilo zagotovljenih tudi ustreznih sredstev in pa seveda tudi kadrovske popolnjenosti,
je smiselno, da se odloži za tisto eno leto in hkrati se v tem letu, ko je ta stvar odložena, zaščiti tudi tiste, ki so neposredno, bom rekel, ki se jih ta ureditev dotika ali so prizadeti. Pri zakonu o RTV-ju pa mislim, da ni potrebno nobenega komentarja glede na to, kako se te stvari znotraj te, bom rekel, največje javne ustanove v zadnjega, 9 mesecih recimo odvijajo. In zdaj tudi jaz upam, da bo s koncem decembra, ko stopijo te 3 zakoni v veljavo, potem v najkrajšem možnem času se tudi, bom rekel, na vseh teh 3 področjih, ki so bili predmet referendumskega odločanja, tudi naredili tisti koraki, ki bodo pač pripeljali k temu, da se stvari na novo začnejo urejati. Po vaše, v kakšnem možnem času se to lahko naredi? Seveda to je težko napovedati, verjamem, ampak vendarle. No, tako kot sem rekel. Več tolmačenja za to. Ja, zdaj seveda možno je tudi neko ustavne spore sprožati strani tistih, ki so v konkretnem primeru, bom rekel, na drugi strani tangirani. Načeloma pričakujemo, no, da bomo lahko stvari izpeljali zdaj v sredini decembra bo ta stvar stopila v veljavo, potem pa vsaj kar se vlade tiče, verjetno v sredini januarja bo ta rekonstrukcija z novimi ministrstvi izpeljana. Enako seveda imamo pač podlago, da s tem zakonom o dolgotrajni oskrbi pač naslovimo to eno leto z ustreznimi rešitvami. Kar se pa tiče RTV-ja, je pa seveda zadeva malo bolj kompleksna, ampak upam, da se bo pač tudi tukaj najdla pot, ki bo, bom rekel, dala hiter in učinkovit odgovor na to, kar tudi na drugi strani v bistvu državljani pričakujejo. In da ta javni servis resnici postane neodvisen od katerekoli politične opcije v kateremkoli času. Seveda pa je vroča tema letos tudi energetika, energetska kriza, vse te cene, ki se sproščajo, seveda povzročajo kar nekaj strahu med državljani, kako bodo preživeli zimo. Zdaj, kaj pravzaprav, v kateri smeri gre vse skupaj, gospod Franci Props, kaj se dogaja v parlamentu v zvezi s tem? Zdaj, nazadnje je bil prejšnji teden sprejet zakon, ki je v resnici bo naslovil tisti del, ki je vezan na to, da ne pride do anomalij na teh trgih, s tem, da se bo hkrati te cenovne pritiske lahko kontroliralo in pa, da energetska podjetja oziroma podjetja, ki na trgu, bom rekel sedaj, zaradi teh visokih cen lahko imajo tudi izjemno visoke prihodke in zaslužke, da ti prihodki ne bodo šli v drugam kot zato, da se ta kriza blaži, kar poenostavljeno povedano, tisto, kar se bo tam zaslužili, je pač treba porabiti za to, da se bo tukaj ustrezno pomagali vsem tem, tako gospodinjstvom kot gospodarstvu, da bodo imeli cene, ki bodo take, da bodo primerljive na nivoju Evropske unije in hkrati zagotavljale, da bo gospodarstvo konkurenčno, gospodinjstvo pa ne, bom rekel, osiromašena zaradi te situacije, ki se je zdaj pojavila. Kako pa je z dobavo, z zalogami? Bomo imeli dovolj plina, ostalih reagentov? Zdaj že ta dogovor z Alžirijo, ki je bil sklenjen, zagotavlja 1/3 potrebnih količin plina za naslednje 3 leta. Računamo, da glede na to, da nismo tako zelo energetsko odvisni od plina, da bodo te stvari se na tak način zagotovo pokrite. Kar se tiče električne energije, pa je tako, da so vsi scenariji potrebni, zato predvideni, ki bodo zagotovili nemoteno oskrbo tudi z električno energijo, s tem, da pač bomo tiste zaveze, ki so pa vezane znotraj Evropske unije na varčevanje, morali pa seveda tudi doseči, vendar nazadnje, ko smo dobili informacijo strani teh energetskih strokovnjakov,
te bilančne skupine v Sloveniji, ki jih je nekaj in v bistvu funkcionirajo vsaka za sebe, imajo, bom rekel, ta scenarij izdelan in to ne bo predstavljalo težav. Kako pa je z ostalimi cenami, če rečem, življenjskih potrebščin? Zdaj bo vlada tukaj se še trudila, da se to stanje umiri. Kako boste brzdali inflacijo, ne nazadnje, v povezavi s tem? Ja, zdaj z inflacijo je tako, ne. Ena stvar je, da tista, ki povzroča inflacijo, je presežek nečesa, ne, ali pomanjkanje nečesa. Ne. In zdaj pač v obe smeri bo potrebno delovati tako v to, smer, da bo zelo usmerjeno namenjena ta pomoč tem ranljivim gospodinjstvom ali posameznikom. Druga stvar je pa, da pač se te, bom rekel, dobrine, ki so potrebne za to, da normalno, bom rekel, lahko preživimo, da jih bo v potrebnih količinah in ko bo ta stvar uravnotežena, v to smer pa se bodo pač ti ukrepi izvajali, lahko pričakujemo tudi obvladljiv nivo inflacije. Napovedi so, da se naj bi do recimo letu in pol približno vrnila na tisto željeno višino, kot je bila, ne, že recimo 10 let nazaj, pa potem smo imeli deflacijo in teh 2% inflacije, ki nekako, bom rekel, normalno zagotavlja neko normalno delovanje vseh teh struktur znotraj gospodarstva, da bo potem temu letu pa pol približno dosežena. Pa če še pogledamo nekoliko na lokalno področje, torej na področju občine Litija Šmartno pri Litiji, v volilni kampanji se je večkrat izpostavil problem sanacije Rakovnika. Vsi poznamo ta problem, primer. Kako je zdaj s tem, gospod Props? Boste skušali pomagati pri tem, da država le nekoliko bolj pohiti in začne izvajati kakšne korenite ukrepe? V mojih informacijah je za leto 2023 predviden na celoten nabor ukrepov, ki bo zagotavljal trajno sanacijo tega območja, kjer je to odlagališče bivše tovarne Usnja. Tako da jaz sem prepričan, da glede na to, da so stvari v fazi, ko je treba samo začeti z realizacijo, da bo to v letu 2023 tudi narejen, takšna zagotovila sem dobil tudi, ko sem postavil vprašanje na Ministrstvu za okolje in prostor. Boste pa vsekakor pomagali še naprej na tem področju. Hvala lepa za tele odgovore danes. Jaz vam želim uspešno delo še naprej. Želim tudi, da lepo preživite tale lep praznični december. Vidiva se prihodnjič, do takrat vse dobro in nasvidenje. Hvala lepa in lepe praznike in vse dobro v letu 2023 k vašim gledalkam in gledalcem. Hvala.